Draga družba, en lep pozdrav spet na kanalu Nunca Films in to je čist en pravi jutranji pozdrav, ker je ura 6, jaz sem ga pa že nakrivil direkt na vodo. Marina je še spala cela. Zgodba pri meni se je pa že začela odbijati. Evo, z vami spet na kanalu Matic Zalaznik za Nunca Films in gremo danes v zgodbo. Danes je en tak poseben dan, ker nisem imel niti namena snemati, ker sem rekel, nič, moram leteti na vodo, malo se gremo še podružiti, pa malo fishinga in sem rekel, nič, moram malo loviti, ker glih takrat, ker ne posnamam, takrat bom počel najboljšo ribo in jaz mislim, da treba je skozi snemati, ne vem. Še ne ni zgodba. Danes da pa vadujejo neki nevihte. Pičim spet na tale otoček Sečevo, ker mi je idealen takrat, ker sem sam, da lahko plavam okrog njega in hitro naredim eno rundo. Pa mislim, da lahko pričakujem tudi vso ribo tukaj, no, tako da moraš iti večkrat na isto lokacijo, da jo spoznaš do konca, da vidiš kaj in kako, enkrat ti pa preplava potem pol riba življenja ali pa boš malo večkrat let narediti. Tako da veš, gremo v zgodbo. Vreme je super, voda kaže 25 stopinj, kar je fenomenalno. Zdaj pa upam, da ne bo kakšnih hudih neviht pa tega, da jaz pridem čez mala vrata, pa proti Krku potem, pol pa čist na počutje, jaz pravim. Tako da gremo v zgodbo. Evo, družba. Zgodba je v teku. Potok, puškica ven. To je vse naštelan, že sam za pariti. Evo, novost, 3 mm neopren. To je nekaj najlepšega, kar lahko za polet doživiš, ker je k pižama. Tako da, sama akcija, sam gremo. Tako, zdaj pa tole bo šlo v shrambo, tale, tlele grejo plavutke ven, pa kar moram narediti, moram zdaj predrmati uteži, se pravi, za 3 mm moram majčkan uteži spustiti, pa bo, oziroma dol jih dati, ne. Kaj je že vroče, kaj pes. Evo, vzel bom dol si lepo 2 kile, ker sem dal 2 mm dol. To sicer ni formula, ampak na počutje jaz pravim. Pa da zdaj probam tole zgodbo. Cak. Prav zanima je, če bo danes gleda kaj ribe, ne. Čak še malo na suh. Na suh pomeram, da sem res v fittingu. Koliko paše. Topla voda, 25 stopinj. Pa 3 mm neopren, to je kaj, da sem v pižami. Paše tole v nulo, res. Ko si enkrat v 3 mm neopren oblečen, takrat res veš, da je najlepši čas, letni čas in da je to en res, da je to vesele, no, veš kaj mislim, da te ne zebe, da ti je udoben, da se dobro počutiš, čez na kratko hitro povem. Zdaj pa da nam jaz tole dolgovezu uteži. Cep, cep.
40 potop. Za slabo urco sem vse skup recva prehitil od nazadnje, ker sem bil tukaj. Takole, danes pa nenavaden ulov in sicer ena luštna sipa. Evo, lej. Sipa. Pa nekaj pa bo. Tole bo šlo tudi na kalamare. Kaj ne. V glavnem, druge ribe pa nisem niti videl. Ni bilo ribe, da bi lahko streljal. Tako da sem se pa odločil, ker je bilo klih pred čovnom, da si ustrelim tole sipo, no, za domov lepo, pa bo mogoče rižota. Družba, evo, cheers. V glavna stvar je taka, danes se odvija zgodba brez plana. A si moraš misliti, zmer je bilo nekaj, a sva šla s tamavmo, sva naredila, ne vem, plan, sva rekla, greva to pa to, greva greva tret, ali pa tudi, ko grem sam, sem rekel, da grem tja, grem nekaj to. Danes sem pa v bistvu zalaufal kamero, pržgal čoven, napakiran sem glih to, kolikor sem napakiran, ni tak zmer, kaj pozabil spet, valjda pozabil sem spet pončota, ki mi ful odnese. Ampak fora je v tem, da sem šel čist brez plana, se pravi, evo, to bo že naslov tega videa, je dele, zgodba brez plana. Ko prav, evo, to bo to, to je to, sem se že odločil glih kar na hit. Pa to je noro. A veš, koliko je malo treba? Zgodba brez plana. Kva to pomeni, ne? Vem, da moram eno noč nek prespati zdaj. Sem vezan čist na vreme, ker so ful neke navihte napovedane zdaj 2 dni in v bistvu bežim pred navihto skozi. Se pravi, začeli je padati se od reke Kraljevice, Jadravega, tja naprej, se je povlačil, začel padati in ni da ni. Pobegnil sem tukaj na otoček Zečevo za mano. Zdaj pa ne vem, pot me bo verjetno zanesla naprej, tako da fora itak v tem nisem ujel nič, mogo bi še enkrat mečkano vodo, da saj nekaj ujamem, da bom dal kaj na žar ali pa nekaj, imam sicer še malo iz pakarne, glih toliko za pražvet. Ne vem še sam, ostanite na kanalu pa da vidimo zgodbo. Zgodba teče dalje. Evo, sidr je gor, dižem sidro. Majčken že, evo ga, že malo valovi. Lepo čez tale, čez senska vrata, zmer je razburkan, tako kakor skozi spravim. Tudi kaj sonček, kaj vse lepo, majčken pihne, pa je razdrt cel morje, tako da to je noro. Pot me zdaj pele direkt proti, se pravi, med Krkom pa med otokom Prvič se bom nahajal. Potem pa pičem direktno proti, se pravi, proti Krku, Plavnik, tam nek okrog. Pa da vidim čist na počutje, kam me bo zdaj pot zanesla, ker se še nisem čist nič odločil. In to je ono, jaz sem res tak lajbe, kaj. Klele, tudi ne veš, kje boš danes spal, veš, kaj je to res zgodba, ne? Vem, da bom najdel sam nekaj hud punkt, da bom lahko se lepo zjutraj fajn lepo zbudil neko spijeno kavico, pa fishing naprej, tak, ka se zagreja, ne. Plani so dobri. Gremo v zgodbo, ne. Evo, voda. Ja, 25 stopinj pa pol. Kar dobro, res, ta prav poletje je. Ta prav poletje. Tako da, kaj ne rečem, evo, drugače sem naredil zdajle glih servis plovila. Na vsakih 100 ur ga moraš delati, se pravi, zdaj bom tako rekel, no. Rekel sem, da bom naredil en video samo o tem, konc leta
da vidimo, kakšni so bili stroški. Prav ena po ena bom vsem seštevil v nulo, da bo tako, kot treba, pa bom naredil prav res tako recenzijo, koliko je letno stane vzdrževanje čolna. Evo, še ena ideja za video. To sledi. Ne moremo se v en video narediti, pa ni zanimiv. Glavnem, nič. Pot pod noge pravijo. Woo! Kar en povzetek zgodbe vam bom dele povedal. Zgodba sej ni res, pa je. A imate radi te zgodbe? Sej ni res, pa je. Jaz kukar kdaj, ker zdaj vam bom povedal, lovi me navihta, sem brez bencina, se pravi 25 litrov še imam in moram priti do punta, da se noter malo nekako usidram, ker spet sem se zadržal, spet je bilo luštno, tlele smo malo pohajkvali, ker smo se srečali spet na vodi s prijatelji. Lej, Ambrož, legenda, hvala za perček, nisem ga dobro ujel, pa sem ga v nos dobil, vidiš? Pa sem to lajbek. V glavnem, gremo naprej zdaj, se pravi, pičim v Baren zaliv, da bom prenočil noč, ker baje so napovedane neke nevihte. Bencina vam pa glih toliko še, da pridemo v to luko pa zjutraj, da gremo v bistvu tankat, zaradi tega, ker to je, a veš, to je to, kar nič ne računaš, pa to pa je sam lušten, pol moraš pa na koncu malo pogledati, ne. In to je to, le navihta. Parkaja direkt iz italijanske strani. Upam, da nov neki hujžga, jaz se ga bom usidral noter čisto kot ponavad, pa da vidimo, če bo kaj tacga. V glavnem, pičim, pa naredim sidrišče, pa posnamem to zgodbo, kje bom, ker moram najdeti nekaj pametnega. Pa naprej, pa kakšno rečemo, ne? Pazi, zdaj pa to sunset rides. Sprememba plana, dragi moji. Lovim zadnje minute do pumpe, da vidim, če bom lahko še zvečer natočil kaj goriva, ker po noč moram imeti bencin, sem razmišljal, ker če pilo kaj pride na vodi, moš to zmanevrirati, koliko se zagre. Tako da letim probat srečo, če bom dobil še dele kaj za tanka tukaj v Krku. Pa naprej. Pa me pa že majčkrat noč lovi, tam je pa tak lep sunset, da to ne moreš verjeti, glej to. Joj, dobro! To je pa dobro, res. Evo, družba, zdaj imam cajt, ker se vozim tukaj ven iz, se pravi, peljem se direktno ven iz Krka, iz glavnega mesta, natanko sem gorivo, 1,9 evra liter je tukaj na vodi, tako da zgodba. V glavnem, zdaj sem pripravljen za noč, da karkoli bo.
Tako da zdaj pa sam še najdem en miren zalivček, ker sem tudi v bistvu zelo blizu tukaj. In to je pa zmaga. Za današnji dan na vodi zgodba brez plana. Ker je bila res zgodba brez plana in je bilo prav luštno, tukaj enega folka sem obiskal. Kar srečali smo se na vod, a veš te dopusti zdaj, ki so 7-8 mesec, to je neverjetno, Vsi so tukaj dol, vsi delajo zgodbo, vsi dopustujejo, vsi se imajo fino in pol veliko takih ljudi se takole skupaj naberemo, najdemo in je prav lušten, prav fenomenalno. Tako da sem res maksimalno izkoristil dan tudi malo za druženje. Zgodba pa dela dalje se, zmenili smo se jutri zjutraj, v bistvu zmenili smo za jutri zjutraj, upam, da bo primeren vreme za fishing. Se nekako izboljšuje, upam, da je to samo lokalna ploha pa to. Pa če bi še počakal sončni zahod na vodi, ne? Fenomenalno, je res. Vroče pa še to, da mi kar dol teče, veš, pa je to noro. To ne moreš verjeti. Res, zunaj je zdaj te dni po 35 do 37 stopinj, taka kar normalna temperatura in to nas žija noro non-stop. Ampak glej, boljš vročina, kakor pa tisti, kaj že, sneg, dež, plundra, drek. V glavnem gremo. Evo, družba, ura je točno 8:30, jaz se pa nahajam na Krku in sicer bolj natančno od Točič Sveti Košljan. Glej. To verjamem, da niti ne veste, kje je, vam bom majčkeno na hitro razložil. To je otoček, ki se nahaja nasproti Marine Punat in je gor je bil včasih samostan. Zdaj ne vem, če to še obratuje, mislim, da je to samo tako še za pogled, tako kot tol. Stvar je pa taka, da se bom jaz tukaj v zadnji po sidru. Po sidru se bom pa tako, da bom direkt lepo v burjo, da ne bom imel vali z boka pa vse, ker noter itak je bolj mirno. Tako da bo upam, da mirna nočna. Grem pa zdaj se majčkeno razgledati, kako zadeva tam smije. Pa malo pogledati globino, da nam zjutraj na skalah. Upam, da pa jutri, se pravi, jutri je nedela, vezno bo treba majčkeno več loviti, se malo skrinjam na fila. To je pa to. Zdajle bo pa res en tak chill večer, prvoščil si bom lepo eno hladno pijačo in noč na sidru, sproščanje na sidru, evo, to je to. Rekel sem si letos, da bi spal rad saj na ene 10 otokih, ne različnih. In ta se že šteje v, bom rekel, v tole listo, ki jo moram izpolniti. Tako da, akcija. Evo, draga družba, posidren sider je zagrabil, piha pa že kar dober, zato bom tudi tukaj naredil tako, da se pravi, tukaj noter imam jaz posebne pripomočke, glih za to burjo. Tole, da majčkeno razbremenim sider, oziroma ne, da razbremenim sider, ampak da razbremenim vinč. Vinč, da ni vsa teža na vinču, ampak da se jo lepo porazdeli na bitve, ker pričakuje malo bolj, se pravi, grobo noč. Pa, evo, zgodba je narejena. Posidran, tukaj mora biti, direkt, se pravi, burja me nosi proti obali. Dal sem ven ful več ketne, se pravi, spustil sem skoraj v 4 metre globine 30 metrov, kar pomeni, da je to špica. Kva je to lepo, to moram prav pokazati. Evo, tole pred nami, direkt v sredini kadra, je Točič. Tukaj je toliko lušten že na vetru, se je lepo majčkeno sledi, noter je še ful soparno čovno. Zdaj bo pa lepo vrtil, se pravi, po sidru, direkt, se pravi, po vetru bom šel,
Tako da, to je to. To je to, tukaj nimam kaj dramatizirati. Zdaj pa da vidim, bom čez noč, kva bojo res s temi nevihtami, dal sem res toliko več, se pravi, ketne, se pravi 4 metre, skoraj 30 metrov ketne. Zategnil nazaj, da je res ful zagrabil. Zdaj bo lepo sproščen program, vidiš, piha, tako res noro piha, upam, da me dobro slišite. Zdaj pa hitro naredim prenočišče, ker mene zmer noč lovi in zmer potem to klele prčkam pa vse pa prematavam, tako da bom dele tole hitro zrihtal. Evo, zdaj pa še hitro en večerni tuš. Ura je lepo 5:09. Taka milina, gleda, da je to noro lepo. Dragi moji, dele je pa prišel vrhunec včeraj. In jaz si bom lepo eno mini Coca-Colco odprl. Tako za dušo, veš kaj mislim, ne? Evo, čin. Glej to. Kakor kaže, upam, da bo noč mirna. Zdajle sem rekel, tukaj ga še počeliram majčkeno, glej to. To je res noro. In jutri zgodaj zjutraj pa direkt v vodo. Kavica, voda in sam gas. Upajmo, da bo mirna noč, pa da bo to lepo zgodba, da bom se kaj naspal, če ne bo to spet klinc, kakor nazadnje, ko sem bil na Golem otoku. Poglejte video, ko sem bil na Golem otoku, se pravi, video naslov pa je Neporavnani računi. In tudi ostali so neporavnani, več po tistem videu. A v glavnem crknila mi je pozicijska luč, še to moram zamenjati. Ta so vse zrihta, ne, tako ali pa drugače. V glavnem, to je zdaj v checklisti, pozicijska lučka oziroma žaranca, pa naprej. Sliši se živa glasba, tamle iz mesta, na oni strani. Tako da bom prav en tak lušten spanc bom tukaj imel, se meni zdi. Če ne bo kaj hujšega, če pa kaj hujšega, se pa itak po noči javamo živo, da ne boste kaj spustili. Družba, lahko noč. Evo, družba, premik na spalnico Primec, ker že dež pada, strele sekajo, zdaj bo pa se začelo. Sem vedel, da sem mogel po noči avta, ne. To je nekaj neverjetnega. Grmi, strela, prbija, zdaj je začel še dež. In zdaj tukajle čakam, pa v bistvu sem na straži. In sem se mogel premakniti v spalnico v Primcu. Vse sem dal pod streho, zdaj pa čakam, da tole mine. Dobro jutro, družba. Burna noč je bila dele tole. Tole je pa bila ena burna noč. Da vidimo, kaj je bilo tlele tole.
takole. Ja. Nimaš kaj, tudi tole te navad dobi. V glavnem, da povem zgodbo. Vedel sem, da prihaja nekaj, nisem vedel točen kaj. Bilo je sicer napovedan malo nevihte pa te fore, ampak bil sem v zalivu, dal sem si ful štrika in me je lepo vrtil, pihal je, grmel na polno, dež po noč. V glavnem, zdaj pogledamo, kaj je tle še vse mokro. Tle je še vse mokro, poglejte to. Na hiter sem se mogel prav spakirati lepo noter, ker se je vzcal kar naenkrat, a ne. Tako da sem se lepo premaknil v premc, vse, kar je bilo tazga, sem spravil noter, treba bilo zatakniti zaradi vetra pa vse to, blazine pospraviti. Zdaj pa tak vreme, kot da bi ga človek narisal. Jaz pa zaspan sred belega dni. Tako da dele prva hiter kavica, jutranja, da prijem majčkeno k sebi. Pa naprej na počutje, kako bo. En potop verjetno bi še danes kar sedel takole. Pa naprej. Evo družba, to je pa zdaj čista prava poletna sušitev. Prva jutranja kavica, skok v morje, več pa ni. Evo, zdaj pa delam bojne plane. In sicer treba bi bilo še iti malo voda. Tle dole je itak point tega, da sem vse skupaj se mi dogaja samo zaradi tega podvodnega ribolova in bi res rad naredil še en potop, sam sem toliko skurjen kot pes, ampak definitivno potop s sladino. Tako da majčkeno tle še počiliram, pa premik, pa akcija. Draga družba, sprememba plana. Dobil bom družbo in sicer legenda Duka pa Zupan prideta in gremo na fishing oziroma pobereta me, jaz pičim na lokacijo in potem zasidram in gremo loviti ta prav podvodni ribolov. Tako da gremo v zgodbo. To pa zdaj zgodba, a ne? To pa zgodba, Zupan. To si čakal, a ne? Pridi v zgodbo. Ma ja bil za još kaj. Ali meni si to ono najbolj, da bil za još kaj.
Foto za Laznik, šta je noća, sa? Brate, ali tu smo, a smo? Aj, brate. Ovako, dođi, imaš, evo ga. Zupan naš. Slušaj pesmu. Hop, London. temu se reče ukrcavanje. Na slučajno teži vrgu. Ček. Pazi kolen. A si v zgodbi? Pazi kolen. Jaz tudi varen, samo večerim. Na. Kar te sem. Imaš? Imam te. Jaz sem potroški vrt. Svaka čast! Eden more. Hop, Samo udrim, Matic. imaš? Piči jamo. Kje ste legende? Duka! Gdje si, brate? Kje smo, kaj to bomo malo fotka? Draga družba, evo iz vode, počasi ga pičem proti marini, proti varni luki in vikend je proti koncu. Šli smo v skupinsko vodo, napokali smo rib, da se je ena družina lepo fajn najedla. Velika družina. Jaz sem si pa lepo prislužil en kofetek. In to sred vode še. Sred vode. Kaj ne rečem, kljub nevihti, kljub vsem tem dogodivščinam, je bil ful lep vikend in evo, zgodba je bila res fenomenalna.
Tako da upam, da ste uživali, da ste videli ta hiter, bom rekel, hiter vikend se je tukaj noter odvrtil v tej zgodbi. Tako da naročite se na kanal, sledite, ker bo tega še več in ne bo zmanjkalo take vsebine, ker morski nomadi gremo v akcijo. Tako da družba, hvala, ker ste mi spet na kanalu Lunca Films. Jaz pa zdaj se poslavljam in pičem v varno luko. Sega!